Pozdravljeni, moje ime je Svetlana Oletič. V Sloveniji sem prišla pred 28 leti kot poklicna športnica. Tukaj sem ustvarjala družino, imam moža in 5 otrok. Delam v osnovni šoli kot učiteljica športa. Lani sem napisala knjigo o svojem življenju, ki se tudi tako imenuje. Takrat sem mislila, da v mojem življenju ne more več zgoditi nič zanimivega, ker sem dala toliko skozi. Sem potovala po celem svetu, obiskala sem ogromno držav. Želela sem si samo pisati in takrat so me vpraševali, če bom še kaj napisala. Seveda sem rekla ne, ampak ni minilo kot leto dni in moja druga knjiga nastala. Knjiga se tudi imenuje Življenje, ampak zdaj življenje gre naprej. Podnaslov je Mir, korona in vojna v Ukrajini. V glavi sem imela naslov knjige Leva Nikolajeviča Tolstoja Vojna in mir. Zato sem knjigi dala takšen podnaslov. Začela sem pisati lahkotno zgodbo o delu učitelja športa, o vseh smešnih zgodbah, ki se lahko zgodijo pri opravljanju tega sanjskega, tako sem ga poimenovala, poklica. Ampak potem je prišla korona. Mi je bilo strašno dolg čas in sem začela pisati koronski dnevnik. Kako smo mi učitelji v tem času spopadali z delom šole. In ko smo že mislili, da je korona nekaj najhujšega, kar se nam lahko zgodi, je pričela vojna, resnična vojna. Ravno 3 dni pred vojno mi je umrla mama in nisem mogla odpotovati tja v Ukrajino, ker so leti bili že odpovedani. Ker takrat, ko sem pisala o tem, kako je umrla mama, je bilo tako, če bi se poslovila od nje. Nekako sem štela nekaj narediti, pomagati svojim Ukrajincem, tistim, ki živijo v Ukrajini, pomagati boriti v tej vojni. In sem se odločila, da bom o tem pisala. Ker tudi tako bom ozaveščala ljudi o tem, kaj se dogaja. Zbirala sem kombi humanitarne pomoči, kar nekaj sem jih odpeljala v Ukrajino. Klicali so me iz cele Slovenije, pomagala sem ogromno Ukrajincem, ki so prišli v Slovenijo. Bila sem na televiziji večkrat, klicali so me v različne oddaje, bila sem na radiju, dala sem različne intervjuje. Bila sem tako preobremenjena s vsem, ampak vseeno sem pisala. In sem se odločila, da bom to knjigo dokončala takrat, ko bo vojna v Ukrajini končala zmago Ukrajine. Ampak sem ugotovila, da do tega še en čas ne bo prišlo. In sem se odločila, da bom zaključila s knjigo. Zmaga pa tako ali tako bo prišla. Življenje gre naprej, se imenuje zgodba. Zato, ker življenje gre naprej, kljub vojni, kljub vsemu, kaj se dogaja, moramo živeti, moramo se boriti, moramo vztrajati. Ker življenje je nekaj najlepšega, kar nam je dano.